Železniške proge Pragersko-Hodoš za hitrosti do 160 km/h, modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah je trenutno največji infrastrukturni projekt v Republiki Sloveniji, ki se sofinancira z evropskimi sredstvi. Danes bomo z besedo, pesmijo in plesom počastili zaključek že izvedenih del na projektu ter si ob koncu na vožnji z vlakom ogledali še gradbišča v okviru projekta Pragersko-Hodoš. Za začetek pred mikrofon vabim ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, magistra Stanka Stepišnika. Izvolite. Spoštovani, samo 7 let je minilo od takrat, ko so se zaključila pogajanja o finančni perspektivi 2007-2013 in dogovorili operativni programi za črpanje evropskih sredstev. In vendar se zdi, da je svet danes popolnoma drugačen. Vsi se zavedamo krize in vemo, da določa naš vsakdan. Še posebej velik izziv pa predstavlja regijam in državam, ki so še v procesu realne konvergence, se pravi približevanja stopnje razvitosti med državami oziroma regijami, tudi Sloveniji. Vlada pripravlja ukrepe za okrevanje slovenskega gospodarstva. Naš cilj je dolgoročno prestrukturiranje gospodarstva, naj omenim le spodbujanje podjetništva, še posebej malih in srednjih podjetij, financiranje raziskav in razvoja, spodbujanje zaposlovanja, predvsem mladih, saj jih je več skoraj že 30 000 na zavodu za poslovanje, in pa pospešitev infrastrukturnih investicij, ki bodo dvignile gospodarsko rast in približale Slovenijo evropskemu povprečju. To so področja, ki so vsa del evropske kohezijske politike in torej predstavljajo priložnost, da tudi s sredstvi Evropske unije ne le prebrodimo krizo, ampak iz nje idemo bolj usposobljeni in konkurenčni. Danes se bomo predvsem pogovarjali o izvajanju operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ki mu rečemo tudi OPROPI, krajše, in določa prioritetna področja za sofinanciranje iz kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. 1,6 milijarde evrov v njegovem okviru je namenjenih za izgradnjo vseevropskih infrastrukturnih železniških omrežij, za izgradnjo avtocest in pomorske infrastrukture državnih cest, na področju okolja pa odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrbi s pitno vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki ter spodbujanju učinkovito rabe energije ter obnovljivih virov energije. Največji delež evropskih sredstev, 450 milijonov evrov, je namenjenih prav projektom na področju železniške infrastrukture. Poleg izdanih odločb za projekte z področja prometa in okolja pa so bili objavljeni tudi številni javni razpisi, najmanj 15 z področja trajnostne rabe energije. Vsi ti podatki dokazujejo, da je obseg aktivnosti na področju črpanja v Sloveniji visok. Res pa je, da nas prav na področju operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture do leta 2015, ko je zadnji rok za črpanje sredstev in gradbenih dovoljenj, dolgotrajni revizijski postopki povezavi z javnim naročanjem. Na nekatere razloge nismo mogli vplivati, bomo pa naredili vse, kar je v naši moči, da bomo počrpali vsa sredstva, ki so na voljo tako letos kot drugo leto. Pričujoči železniški projekt je torej financiran s proračunskimi sredstvi Republike Slovenije in sredstvi Evropske unije, kohezijskega sklada. Več o tem nam bo v svojem nagovoru zaupala predstavnica Evropske komisije, gospa Ula Kudina. Izvolite. Spoštovani, pozdravljeni,
je, da vas lahko danes tukaj pozdravim v imenu Evropske komisije. Danes je za nas pomemben dogodek in sicer neposrednega in pozitivnega učinka kohezijske politike v Sloveniji. In današnji dogodek sovpada tudi časovno z obiskom Evropskega komisarja za regionalno politiko Johannesa Hahna, ki se bo v Sloveniji mudil ta petek. Osnovni namen evropske kohezijske politike je zmanjšati regionalne in socialne razlike znotraj Evropske unije, kot tudi znotraj vsake države članice. Letošnje leto je prav posebej pomembno in tudi ključno za implementacijo tako tekočih programov v programskem obdobju 2007-2013, kot tudi za prihodnjo kohezijsko politiko v obdobju 2014-2020. Pozitivni učinki evropske kohezijske politike so bili in bodo še naprej konkretni in vidni oziroma otipljivi za vsakega državljana. Naprimer, operativni program za razvoj okoljske in transportne infrastrukture financira, kot je bilo že rečeno, 1,6 milijarde evrov za določene projekte. S tem programom financiramo infrastrukturo, s katero imajo vsi prebivalci dostop do čiste vode, prav tako čistilne naprave, s katero se odpadne vode predelajo po najvišjih možnih standardih, ter predelavo odpadkov, ki jih prebivalci odvržejo, ter seveda, kot je današnji primer, izgradnjo železniškega omrežja, avtocest in tako dalje. S programom neposredno zmanjšujemo ovire in onesnaževanje v Sloveniji, kar prispeva tudi k bolj pretočnemu prometu, kot tudi boljšim transportnim povezavam v državi ter z drugimi evropskimi regijami. 450 milijonov evrov je investiranih v izgradnjo in modernizacijo slovenskega železniškega omrežja. S tem se naj bi zagotovil zanesljiv, varen in okolju prijazen tovorni promet, kot tudi prevoz potnikov po vsej državi. Danes smo torej tu zaradi primera rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko-Hodoš. Ta proga je tudi del tako imenovanega 5. vseevropskega železniškega koridorja. Našim partnerjem po vsej Sloveniji gre zahvala za do zdaj odlično opravljeno delo pri teh projektih. Glede na okoliščine, povezane tako z gospodarsko kot tudi finančno krizo, naloga zagotovo ni bila lahka. Obenem pa bi na tem mestu rada spodbudila naše partnerje tako v regijah kot tudi v lokalnih skupnostih, da še nadaljuje svojim požrtvovalnim delom in dobrimi praksami. Učinkovita izvedba programov se mora nadaljevati oziroma še pospešiti. Samo tako lahko s kohezijsko politiko dosežemo cilje, katere smo si začrtali in prispevamo k bolj zdravi Evropski uniji in tudi blaginji za vse državljane. Ormož, Ljutomer, Murska Sobota smo dočakali leta 1924 in sedaj ta takrat manjkajoči del železnice rekonstruiramo in moderniziramo. Prosim sedaj še ministra za infrastrukturo in prostor, gospoda Sama Omerzela, da spregovori nekaj besed na današnji prireditvi. Prosim. Spoštovana predstavnica Evropske komisije, spoštovani kolega minister, spoštovana županja, spoštovani župani, dame in gospodje. Moram priznati, da je tale dogodek eden od lepših, eden od bolj pozitivnih v času mojega ministrovanja. Moram priznati, da tisto, kar največ šteje in kar je v teh trenutkih najbolj pomembno, dobivamo izredno veliko pozitivnih odzivov glede te investicije, izredno veliko pozitivnih izzivov iz gospodarstva, izredno veliko pozitivnih odzivov iz lokalnega okolja in to je tisto, kar šteje. Optimizem in samozavest je nekaj, kar v teh trenutkih je še kako pomembno, da skupaj tudi s pomočjo takšnih projektov najdemo pot iz te krize, da skupaj vidimo luč na koncu tunela, pa ne samo pri železniškem programu, ampak pri zgodbi celotne Slovenije. Slovenija je v resnici za svojo strateško pozicijo eden od zelo pomembnih partnerjev znotraj Evropske unije. Dejansko imamo Slovenci to srečo, da se kar nekaj izredno pomembnih koridorjev seka ravno na naših tleh. Pa ne govorimo tu samo o železnicah in cestnih povezavah, ampak tudi vseh drugih prenosnih poteh. Ravno tako o prenosnih poteh za elektrodistribucijo, ravno tako o prenosnih poteh za plinovode. In to je tisto, kar mora Slovenija izkoristiti. Seveda pa se moramo zavedati, da okolica ne spi
in da ta lega, ki nam je bila naravno dana, jo moramo čuvati in to ravno počnemo ravno z takimi investicijami. S temi investicijami moramo slediti Evropi, moramo slediti državam okoli nas in zadržati strateško lego, ki jo Slovenija ima. Se Mihec sprašuje in premišljuje, da zemlja je krogla in če greš po njej, nenehno nikamor drugam kot naprej. Ne prideš do njenega konca nikoli, ampak na koncu prispeš naokoli. Ker pred hišo je postaja, Mihec steče brž do nje. Po cesti avtobus prihaja, ga pobere in dalje gre. Ko pripeljejo čez most, promet je iz hipa fi bolj gost. Na kar to ni več glavna cesta, saj avtobus je že sred mesta. Mihec gleda. Zmeraj više rastejo zemlje hiše, ampak najbolj ga prevzeme, ko gleda izložbe in reklame, vendar mora brž naprej. Ker zemlja ni majhna, če hoče po njej, še pred ničo peti naokoli, staviti ne sme se čisto nikoli. Ker na poti ni odiha, z mestnim avtobusom Miha se tako odpelje tja, ker se asfaltna pot konča. Od tu naprej speljan je tir, po njem se vlak požene v dir. Vlak je dolg, da se od kraja Mihec v njem samo sprehaja. Vagoni polni so ljudi, ki se jim le takrat mudi, ko na postaji vlak stoji. Ko vlak se ustavi ob obali, pri priči Mihec teče dol in v pristanišče na pomol. Ker ga zanima, kaj je tam, od koder sega ocean. Mihec se takoj odloči in v barko, ki odhaja, skoči. Ko dosegal je obalo, letalo z Mihcem letelo visoko iznad prog in cest, nad hišami velikih mest. Da bo okrog sveta čim prej, takoj gre Mihec peš naprej. Čeprav hiti, kar dolgo traja, da, končno je pred njim postaja. Ko pride z zadnjimi močmi do nje, pripelje avtobus, pobere potnike in gre. Ko Mihec ravno premišljuje, da pot se najbrž že končuje in kmalu bo okrog sveta, na varnem, spet lepo doma, promet naenkrat se zgosti. Koloni avtobus tiči, dokler ne prileze mimo mesta in je pred njim spet prazna cesta. Pokrajina je zmeraj bolj domača, zdaj Mihcu jasno je, da res se vrača. Zdaj vse, kar vidi, že pozna, zdaj ve, da je prišel okrog sveta. Hvala za vožnjo, še reče, in že veselo proti domu teče.